V okvir praznovanja konjiških dni 2013 spadajo tudi uradno odprtje obnovljenih cestnih odsekov, pločnikov in ostalih objektov, ki služijo ljudem za prevoz med kraji. Med zaključene infrastrukturne investicije zagotovo sodita tudi projekt obnova cestnega odseka Loče-Lipoglav-Tičevo, pločnik za pešce Loče-Mlače z avtobusnima postajališčema in javno razsvetljavo. Pločnik ob prometni regionalni cesti skozi Loče dodatno prispeva k varnosti pešcev in sprehajalcev na tem območju. Za izvedbo pločnika za pešce in avtobusnih postajališč na Mlačah je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje VNG Krajnc iz Žalca. Poleg pločnika za pešce in paroma avtobusnih postajališč v naselju Mlače se je tukaj zgradila tudi javna razsvetljava, uredila meteorna kanalizacija za odvodnjavanje regionalne ceste in nova prometna signalizacija. V preteklosti je bil zgrajen pločnik skozi center vasi Loče do priključka s pešpotjo iz smeri osnovne šole Loče. Obstoječa regionalna cesta na odseku med Ločami in skozi Mlače ni povsem ustrezala tehničnim zahtevam, pogojem in normativom, ki jih mora cesta zaradi zagotavljanja prometne varnosti zagotavljati. V prihodnosti ni bila predvidena rekonstrukcija regionalne ceste na tem odseku in glede na to, da se naselje Mlače nahaja severno od regionalne ceste, se je pristopilo k izgradnji hodnika za pešce in avtobusnega postajališča na Mlačah. Projekt je zajemal izgradnjo pločnika v dolžini 400 metrov, postavitev prometne signalizacije, izgradnja avtobusnih postajališč in ureditev odvodnjavanja ceste. Celotna vrednost projekta je znašala 230 tisoč evrov, dela so se pričela izvajati novembra lani in so trajala do junija letos. V sklopu obnove javne razsvetljave pa je bilo zamenjanih 171 svetilk javne razsvetljave na območju celotne krajevne skupnosti Loče, vpeljan je bil prvi sistem pametne razsvetljave z brezžično komunikacijo v občini, skupna vrednost projekta za občino Slovenske Konjice pa je znašala 181 tisoč evrov. Obnova je bila izvedena v sklopu čezmejnega projekta IPA Stop CO2, v okviru katerega je bil narejen tudi nov geografski informacijski sistem javne razsvetljave in omogočeno daljinsko nadzorovanje in krmiljenje javne razsvetljave. Financiranje je izviralo iz instrumenta predpristopne pomoči Slovenija-Hrvaška, to mednarodno sodelovanje pa je združilo 8 partnerjev, od tega 5 občin. Za kratek kulturni program so tokrat poskrbeli domači pevci, ki se rečejo kar Mlaški fantje. Rekel boš, če boš moj mož. Ljubit je res lepo, če je dekle za to, če pa dekleta ni, če pa dekleta ni. Po blagoslovu dr. Ludvika Počivavška, župnika na Jerneju in v Ločah, je pločnik na odseku Loče-Mlače in obnovljena javna razsvetljava bila tudi uradno in slavnostno predana svojemu namenu in uporabi. Tako opravili smo tudi blagoslov, sedaj pa je čas, da prerežemo trak ter pločnik ter obnovljeno javno razsvetljavo predamo njunemu namenu. K prerezu traku sedaj vabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Janka Čakša, predsednika krajevne skupnosti Loče, ter najstarejšega krajana Mlač, gospoda Frica Kolarja.